Drage državljanke in državljani, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Računsko sodišče v revizijskem poročilu o smotrnosti nakupa oklepnikov 8x8, to so znamenite Patrie, ocenilo, da Ministrstvo za obrambo pri nakupu ni izvedlo javnega naročila zaupne narave tako, da bi zagotovil konkurenco med ponudniki tudi v fazi pogajanj, s tem pa ne bi omejilo svojo pogajalsko moč. Prisluhnimo predsedniku Računskega sodišča Igorju Šoltesu. V različnih nacionalnih dokumentih pa, to je treba reči, je načrtovalo različno tudi opremljene oklepnike 8x8, pri čemer je, treba reči, v teh osnovnih dokumentih so bili nacionalni dokumenti celo obširnejši od samih zahtev NATO. Tako da tukaj smo šli v nacionalnih pričakovanjih še bolj v širino, kot je to bilo priporočilo samega NATO. V investicijski dokumentaciji, ki smo jo seveda imeli priložnost videti, je bilo predvideno določena sestava bataljonov in načrtovalo nakup 150 oklepnikov, s katerimi pa seveda na predvideno konfiguracijo vseh teh bataljonov ne bi bilo mogoče popolniti. Poleg tega je Ministrstvo za obrambo ugotovilo, da tudi načrtovana sredstva ne bi zadoščala za nakup vseh naklepnikov, govorimo o tistih 150 iz investicijskega načrta oziroma dokumentacije. Šoltes pa je opozoril tudi na igranje številkami pri nakupu Patrie. Število oklepnikov 8x8 se je znižalo iz 150 na 135, spremenilo pa se je tudi število vozil posamezne konfiguracije, kar je pomenilo tudi posledično določeno zmanjšanje bojnih moči enot. In kot rečeno, je v tem samem postopku javnega naročanja, če temu lahko rečemo, oziroma bolj naročanja, ker gre za naročilo zaupne narave, je prišlo do takšnega spreminjanja, torej samega predmeta pogodbe, da po mojem mnenju lahko to spremembo ocenjujemo kot zelo pomembno. Prvi mož Slovenske nacionalne stranke, Zmago Jelinčič, znova razburja. Tokrat bi se rad znebil poslancev italijanske in madžarske narodne manjšine. Misliš, da jih bo... Da ne bo igral na puško mitraljez. Ja. V državnem zboru oba poslanca nimata kaj početi. Dejstvo je, da sta predstavnika določenega segmenta slovenskega volilnega telesa oziroma slovenskih državljanov. V ustavi piše, da mora biti vsak poslanec predstavnik celotnega ljudstva. Ona dva to ne moreta biti zaradi tega, ker predstavljata zgolj en segment. En manjšinski segment, tako Bateli predstavlja 1840 Italijanov, medtem ko Genc predstavlja mogoče nekih 6000 Madžarov. To pomeni, da predstavljata zgolj in samo ozek segment slovenskih državljanov, torej sodita v državni svet. V državnem svetu se zbirajo predstavniki interesnih skupin in tudi, tako tudi teh, bi moralo biti tudi teh manjšinskih pravzaprav skupin. Poslanska skupina SNS je že pripravila predlog ustavnih sprememb, s katerim bi idejo uresničila. Ta pa predvideva preselitev obeh poslancev v državni svet. Očitno ta preživela, ne? Še sreča. Zato predstavljamo, da se poslanci italijanske in pa madžarske manjšine kot državni svetniki umestijo v državni svet. Tam se članstvo poveča na 42 oseb, v državnem zboru pa še v meri ostane 90 oseb, vendar se to drugače prerazporedi. O Barovičevem skrivnostnem dopisovanju komentar dneva Boštjan Pihler. Občanke in občani Trboveljske občine se že dlje časa trudijo, da bi imeli možnost na referendumu izraziti svoje mnenje glede sežiganja odpadkov v Lafarge cementu.
Medtem, ko so njihovi sosedje iz Zagorja referendum na to temo že izvedli, pa ga na območju Trbovlj onemogoča sama občina Trbovlje, ki neprestano išče razloge, zakaj naj bi bil referendum neizvedljiv. Zato se milo rečeno čudno sliši izjava trbovskega župana Bogdana Baroviča zadnje tiskovne konference, ko pravi, da mu ni vseeno za 18.000 Trbovlčank in Trbovlčanov in da vse, kar počne njim v prid. Že izkušnje okrog neizvedenega referenduma govorijo, da mu ne moremo verjeti. Vendar Barovič gre še dlje in nas prepričuje, da je vsem ljudem v prid potekalo tudi njegovo skrivnostno dopisovanje s francoskim predstavnikom Lafarge Cementa. A res? Če bi bilo to dopisovanje za vse koristno in ne bi bilo sporno, potem ga Komisija za preprečevanje korupcije zagotovo ne bi vzela pod drobnogled. Predvsem pa, če bi imel Barovič glede tega dopisovanja čisto vest, potem pisem ne bi skrival pred novinarji in javnostjo. Tudi na tiskovni konferenci, ki jo je sam sklical na to temo, jih ni upal obelodaniti. Tako za dejansko vsebino pisem še danes vedo le Barovič, predstavniki Lafarge Cementa in protikorupcijska komisija. Ostali smo lahko izvedeli le nekaj malega o par grobih točkah vsebine, ki jih je premišljeno izbral in izpostavil sam Barovič. Toliko o tem, kako odkrit in spoštljiv je Barovič do javnosti. Vendar pa radovednost ljudi narašča, zato poskuša Barovič pozornost javnosti od vsebine pisem preusmeriti na osebo, ki je dopisovanje prijavila komisiji. To osebo ožigosa za hinavca, slabiča in človeka brez jajc, ki ga je potrebno linčati. Zakaj takšna prostaškost in že kar grozljivo hujskaštvo? Če pa je pravica in dolžnost vsakega državljana, da uradni ustanovi, kot je Komisija za preprečevanje korupcije, prijavi zadeve, ki namigujejo na koruptivnost. Sama komisija pa je na to tista, ki presodi, ali je zadeva vredna nadaljne obravnave ali ne. Vsled vsega skupaj Baroviča pozivamo, da javnosti končno predstavi omenjeno dopisovanje, in to v originalu. To bi si vsaj žrtvovana, visoko obolevna zasavska javnost zaslužila. V nasprotnem primeru bo sam Barovič, če uporabimo njegov primitiven besednjak, izpadel hinavec, slabič in človek brez jajc. Sicer se nikoli nismo ukvarjali s tem, ali Barovič jajca ima ali ne, vse pa kaže na to, da če jih ima, so leta kukavičja. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Včeraj smo lahko v sklopu Mladih levov videli predstavo japonske gledališke skupine Fi-Fi, ki spada v tako imenovani novi val japonskega gledališča. Mi smo jih ujeli na Generalki, kjer smo se pogovarjali s Shinodo Chiharu, režiserko in igralko, ter Olgo Naji, menedžerko skupine in igralko. Tukaj je klip iz Generalke, intervju pa si pogledajte sami. Oboževalci štajerskega slavčka Damjana Murka so na nogah. Uhu! Žametni glas je o pomoči novinarke Marjance Šajher izdal biografijo s pomenljivim naslovom Srečen, ker sem moški. Knjiga naj bi bila ekstremno pikantno začinjena, k njenemu nastanku pa je pripomogel tudi eden od slovenskih politikov. No, tako je. Jaz sem v prvi vrsti bil vedno mnenja, da že nimam toliko zapovedati v svojem življenju. Pravzaprav se mi je zdelo moje življenje čisto povprečno, sicer mi glava štrli iz množice in mi je zaradi tega hočel odsekati, ampak vseeno se mi je zdelo, da bi mogoče čez 5-6 let kome napisal biografijo. Potem se je pa našel Zmago Jelinčič, ki mi je rekel, da vsak Slovenec, ki nekaj velja, mora imeti svojo biografijo. Takrat so me začeli malo možgančki delati, takrat me je poklical iz Očil direktor in mi je rekel, da so pripravljeni z mano sodelovati. Jaz seveda nisem želel pisati knjige, jaz bi jo samo pripovedoval, zato sem pač rabil nekoga, ki bo to delal korektno in profesionalno, zato sem se odločil, da bo... Za Marjanco. Za Marjanco, tako. In moram povedati, da sem zelo zadovoljen z najnim delom in me strašno veseli, glede na to, da je knjiga na policah 2-3 dni in se že odlično prodaja. Damjan pa je pojasnil tudi simbiozo med njim in rumenim tiskom. Simbioza. Kakšni simbiozi misliš, da je? Sožitje, en drugega je. Sožitje. En z drugim se hranita, ne v bistvu. Poglejmo, kako se Damjan hrani z rumenim tiskom.
Ja, jaz sem zelo provokativen v svojih naslovih, v svojih izjavah, ker je pač to v mojem stilu in potem me ljudje poznajo. In radi me imajo takega. Ne? Jaz potrebujem in rumeni tisk, in take naslove, in škandalozne zgodbe. In rumeni tisk potrebuje tebe, če smo čisto odkriti. No, me veseli, da je bilo za opaziti. In enok z drugim, ne? To je vzajemno, ne? Gre za eno simbiozo. Zakaj ne? Če lahko super sodelujemo, do zdaj smo, hvala Bogu. Še vreme, hladnih front se ni treba bati, odkar nam sije Damjan Murko. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Lepo se majte.